V prazničnem času smo lahko priča še enemu ritualu, in sicer okraševanju božičnih oziroma novoletnih dreves. Božično drevo naj bi simboliziralo upanje in veselje, predvsem poganska germanska ljudstva so jih krasila kot simbol življenja. Okraski na božičnih drevesih oziroma kasnejših novoletnih jelk pa naj bi izvirali že iz antike in predantike. Govori se, da naj bi si tradicionalno postavitev božičnega drevesca izmislili Nemci, prav tako tudi okraske, saj je bila to zanje pozimi najpomembnejša obrt. Nekateri celo pravijo, da naj bi s krasitvijo pričel kar Adolf Hitler sam. Obstaja pa tudi legenda o Martinu Lutru, ki naj bi iz gozda prinesel smrečico in jo okrasil s svečkami. Spet drugi trdijo, da so krasitev božičnega drevesca popularizirali v Angliji, ko se je princ Albert, mož kraljice Viktorije, leta 1848 fotografiral pred novoletno jelko in je njegova fotografija obkrožila svet. Čisto prvo drevo pa naj bi okrasili že leta 1510 v Rigi v Latviji. Ali ste tudi vedeli, da velja za najvišje božično drevesce 80-metrski evkaliptus, ki so ga borci za zaščito gozdov v Tasmaniji 20. decembra 1999 okrasili s 3000 lučkami, da bi opozorili na izginevanje visokih dreves. Na idejo o električnih lučkah za smrečico naj bi prišel leta 1882 Edward Johnson, asistent Thomasa Edisona, masovna proizvodnja lučk pa se je začela 8 let kasneje. Prvo božično drevo na prostem je bilo postavljeno leta 1912 v New Yorku. V ZDA se smrečice prodajajo že od leta 1850. V industriji božičnih dreves je zaposlenih 100 000 ljudi, samo v Oregonu, kjer proizvedejo največ božičnih dreves v Ameriki, pa jih vsako leto posadijo in prodajo kar 5 milijonov.